Zdravo. Živijo. Zdravo. Matija. Jakob. Jaz sem pa Sibila, sem pa kamnosekinja, se ukvarjam s kamnoseštvom. Kaj pa je to kamnoseštvo? Kamnoseštvo je pa v bistvu delo s kamnom, z nekega tazga surovega kamna, ki ga dobimo v naravi. Nekako obdelamo kamen, da pride ven nek tak izdelek. A ta kamen pride k vam? Ja, tak kamen dobimo iz podjetja ali pa iz kamnoloma, ki se ukvarja s tem. Pa ga lahko mi odrežemo, pod tako površino lahko dobiš. Ali pa tamle imamo kamne, ki smo jih dali na pol, tako da smo zvrtali luknje noter, pa se je potem razcepil. Pa ga lahko še bolj obdelamo, pa naprimer pride nek tak profil ven, ki se pač uporablja v arhitekturi. A je to kakšna posebna vrsta kamna? To naprimer tukaj je vse apnenec, ki se pač uporablja največ tukaj zaradi tega, ker je tak lokalen kamen kraški. Drugač pa za grajenje kakšnih katedral uporabljajo največ peščenjak, pa granit, ki ga vidite tudi tam dol, ki se tako malo svetlika, je čist črn. A si to ti vse naredila? Ne, to sem naredila jaz, pa še drugi študenti na tej šoli. Naprimer, jaz sem tole naredila, pa tisto roko, ki je tamle dol, ki je pa en tak stebriček z eno imitacijo ene teksture. A to je orodje, ki ga uporabljate? Ja, to je ročno orodje, ki ga uporabljamo. Tukaj imamo dleta, pa macolce, imamo tudi električna orodja, to je naprimer fleksarca. A to s tem tako zabijate? Ja, približno tako, imaš prav v bistvu način, kako držiš. V bistvu malo gremo pod kotom, en prstek imaš tako spodaj, da imaš več nadzora in potem greš takole. A pri tem potrebuješ kakšno zaščitno opremo? Naprimer, če je prah nevaren za pljuča, imamo masko, zaščitna očala, imamo različna, naprimer ta so taka, da ti ne leti ob strani, malo so smešna. Imamo tudi taka čist navadna, lahko si data tudi gor, bosta probala. Evo. Imamo tudi rokavice zaščitne, da ne pride do kakšnih žuljev, pa glušnike v bistvu. Prprinta, fajn. A je težka? Težka. Ja? Zakaj pa to potrebujete? To je naprimer zato, da damo kakšne večje kose stran. Naprimer, če je bil to tak kvadrat prej, smo pač recimo takole odrezali, da nismo rabili toliko delati na roke. No, za vaju sem pripravila, evo tlele en kos za trenirati. Vidite, so že tudi drugi trenirali gor. Tako da lahko zdaj naprimer narišemo eno tako črto, pa bomo naredili eno tako ravno linijo, podoben kot je tukaj. Tole je sredina, tega se bomo držali in pol gremo tako. Se držite te linije in greš pa takole. Evo, tako, ja, bravo. Takole, se boš videl, kako močno boš mogel udariti. Ne, takole. Tak. Kar pej. Rojen za kamnoseka. A pa če se zmotiš in udariš preveč? Ja, pol pač kamen odleti, mi ga sicer lahko zalepimo nazaj, ampak se to vedno opaz, tako da je najboljše, da si previden, pa da delaš z občutkom. A potrebuješ kakšen načrt za delo? Ja, to je načrt bil za to. Vidite, neka spirala, vse je v nekih merah, se vidi, koliko centimetrov je kaj, tako da lahko pa vse čisto natančno odmerimo. Lahko pa se naredijo tudi šablone. Smo v bistvu obrisali, da smo dobili to obliko, ta pravo. A si s tem orodjem tole naredila? Ne, to je bilo pa narejeno s takim posebnim kladivom, ki ima take zobke na koncu, potem pač pušča, v bistvu, ko ti udarjaš, pušča take pikice gor, tako da se tak lep vzorc ustvari. To je pa dleto, s tem smo pa naredili tole teksturo, ta drugo. Na tej strani, taka nasekana z dletom, ali pa tukaj se vidi take črtice, A je to narejeno iz enega kamna? Ja, to je vse narejeno iz enega kamna, iz enega kosa, to je mesto Štanjel. Smo pa sprva naredili maketo iz kartona, da smo lahko v bistvu prenašali točne mere v kamen, da se je pol to odrezali. Pa imeli smo tudi načrt, ki ga vidite za sabo, da smo videli, kje so kakšne hišice, pa potke. Ampak je pa lepo, glede to hiško. Ja, to je lukenca skozi narejena čist. Ja. Tukaj imaš te potke vse. Tukaj je pa ena utrda pa gor, kaj je bila včasih. Zdaj pa sam še taka ostank.